Pozdravljeni. Na vrsto je prišel zadnji briefing in pred samo veliko nagrado Štajerske si skupaj poglejmo vse zanimive podatke. Seveda se bomo zadeve lotili kot običajno. Najprej si bomo ogledali same kvalifikacije in kaj so nam pokazale. Nato se bomo malce ustavili pri ritmu, na koncu še tiste moje osebne napovedi, kar se tiče strategije. Začnimo s kvalifikacijami in začeli bomo od spodaj navzgor. Namreč nekaj trenutkov bi rad posvetil enkratnem rezultatu ekipe Williams. Russell na 11. mestu, enkratno presenečenje, ampak tudi Nicolas Latifi na 16. malce prepočasen, da bi se prebil v drugi krog kvalifikacij. Treba je poudariti fantastičen rezultat Georgea Russella, ki je bil v teoriji na pragu tretjega dela kvalifikacij, ampak je bil hitrejši od Ricciarda, Occona, Vettela in Sainza. In če vam to ni dovolj, ne vem, kaj lahko pričakujemo od Williamsa. Hotel bi le, da bi se ta forma videla tudi na dirki, kajti z malo sreče bi lahko končno dosegli tudi točke. Med tistimi preostalimi moram pohvaliti enkratne kvalifikacije Yukija Tsunode. Čeprav je bil klican na zagovor do komisarjev, je bil skoraj tako hiter kot Charles Leclerc. In seveda Lando Norris, tisti talentirani mladenič, ki z dirke v dirko bolj prepričuje, da je skupaj s kombinacijo šasije McLaren in pogonskega sklopa Mercedes-Benz tisto presenečenje, ki lahko malce poživi boj za tretje mesto. Seveda slišali ste, da je bil Valtteri Bottas kaznovan zaradi rahlo nespametnega manevra na drugem prostem treningu. A danes si bomo ogledali sedaj, kako da je Max dosegel najboljši štartni položaj in kakšna je razlika do Lewisa Hamiltona. Videli smo na kvalifikacijah, da je bil Valtteri za tren hitrejši od Lewisa, a ne en ali drugi tovarniški Mercedes nista bila v stanju ogroziti Maxa Verstappena in Red Bulla. Ne gre toliko zahvala šasiji Red Bulla in pogonskemu sklopu Honda kot kombinaciji prej citiranih elementov skupaj s Maxom Verstappenom. Sergio Perez ni bil tako hiter, čeprav mislim, da ni razočaral. Sedaj vidite na ekranu tisti štartni razpored, kjer je upoštevana kazen za Valtterija Bottasa, ne vem pa še v trenutku, ko snemam ta prispevek, kaj se bo zgodilo s Tsunodo. Tsunoda izjemno, kot sem povedal, dober čas, praktično takoj za svojim moštvenim kolegom Pierrom Gaslyjem, ki pa nas je privadil na take rezultate. Kolikor pogledamo različne interpretacije ritma, bomo dobili tudi različne rezultate. Po eni teoriji je Red Bull hitrejši za približno 2 desetinki od Mercedesa, po drugi strani bi lahko rekli, da je Mercedes hitrejši za približno 2 do 3 desetinki od Red Bulla. Moje osebno mnenje in moje kalkulacije kažejo, da je Red Bull z Maxom Verstappenom lahko na ritmu tam za slabo desetinko hitrejši od Mercedesov, kar je na tako kratki progi, kot je ta v Red Bull ringu, dovolj. Dovolj, da lahko s pravo strategijo se naredi mojstrovino. Seveda to, da bo Valtteri Bottas začel iz 5. mesta, je hud udarec za Mercedes, a po drugi strani Lewis Hamilton se bo primoran boriti brez pomoči, kar je za nas navdušence pozitivno.
Kolikor pogledamo malce zadaj in začnemo naprimer pri Lando Norrisu, vidimo, da je v resnici njegov zaostanek prevelik, da bi lahko ogrožal prvega ali drugega. A vseeno, s pomočjo kakega spleta okoliščin bi znal poseči vmes. Razumeti moramo, da prva dva sta malce preveč oddaljena. Ne smemo pozabiti niti na Pereza, a tudi Bottas ni povedal zadnje. Zato boj za tretjo stopničko zmagovalnega odra bo izjemno težak za vse tiste, ki niso člani naprimer Mercedesa ali Red Bulla. A vem, dirka je dolga, zgodi se lahko marsikaj. Med prostimi treningi smo govorili o tem, kako so bili presenetljivi pri McLarenu, Alpinu in Aston Martinu. A ko pogledamo rezultate samih kvalifikacij, lahko z gotovostjo trdimo, da Lando Norris z McLarenom je presenetil. Fernando Alonso niti toliko ne, od njega to pričakujemo, in tudi Lance Stroll s to uvrstitvijo v Q3 pravzaprav ni navdušil. Seveda hitrejši od Sebastiana Vettla, a na sami dirki ga ne vidim v kaki prednosti. In seveda ne smemo pozabiti na skuderijo Ferrari. Določene projekcije jih kažejo izjemno spodobne na dirki, druge niti toliko ne. A Charles Leclerc, da je na samih kvalifikacijah približno na nivoju Tsunode, in Sainz, da je tam v drugi deseterici, je dovolj dober pokazatelj, da imajo težave. Zavedati se moramo, da najboljši trije, in tu govorim o Verstappenu, Bottasu in Hamiltonu, bodo dirko začeli na tisti srednji trdoti pneumatik. Ostali, ki so se uvrstili v prvo deseterico, na najmehkejši. In tudi to nam da lep signal, kaj lahko pričakujemo od same dirke. Tisti v ozadju se bojo morali prekleto boriti, da bojo lahko bili na približno takem ritmu kot prvi že citirani trije. In seveda, sedaj je prišel čas za tisto mojo osebno napoved, kar se tiče strategij. Priznam, kot običajno, da nisem videl članka oziroma grafa, ki ga predstavi Pirelli. O tem, kaj bomo videli na dirki, kaj je povedal Pirelli in kaj sem napovedal jaz, se bomo kot običajno pogovorili v drugem delu komentarja. A po mojem osebnem mnenju imamo kar nekaj možnih variant za veliko nagrado Avstrije, čeprav lahko pričakujemo samo en postanek zaradi relativno kratkega kroga. In začnimo s tisto najbolj varno, v teoriji dokaj elastično in seveda zanesljivo strategijo. Začeti na srednji trdoti pneumatik, nato postanek, najtršo mešanico in seveda prek cilja do najboljšega možnega rezultata. Dolgočasna strategija, ki omogoča elastičnost premika postanka tako v eno kot v drugo skrajnost, a seveda nekaj, kar je zanesljivo in na kar po mojem osebnem mnenju bi lahko razmišljali pri Mercedesu. Seveda, imamo tudi drugo možnost, namreč to, da bi na tisti srednji pneumatiki speljali tam okrog 46 krogov. In če bi to uspelo, bi lahko po postanku nateknili najmehkejšo pneumatiko za nadaljnjih 25 krogov, približno. Seveda, na papirju izvedljiva strategija, malce počasnejši ritem tiste medium pneumatike na začetku, zaradi tega, da se ohrani njeno življenjsko dobo, a na koncu z lahkim bolidom bi imeli izjemno zanimive čase. Možna je tudi obratna strategija, torej začeti s tisto najmehkejšo pneumatiko in nato preiti na ono srednjo.
bistveno bolj tvegana, odvisno od lastnosti samega bolida. In nisem prepričan, da s težjim bolidom v prvem delu dirke bi tista najmehkejša pnevmatika zdržala 25 krogov. In seveda, imamo tudi tretjo varianto, v bistvu pravek prve. Namreč, lahko bi rekli, da bi nekdo začel s tisto najtršo pnevmatiko in odpeljal 50 krogov, ter nato 21 krogov na tisti najmehkejši. In seveda na papirju je ta strategija nekoliko počasnejša. A ukolikor obrnemo dela med seboj, da bi začel na najmehkejši pnevmatiki, videl, da ne bo zdržala tistih 25-26 krogov, bi lahko namesto na srednjo pnevmatiko nekdo šel na najtršo in odpeljal do konca. Seveda, možna varianta, možna strategija, možna rešitev, ukolikor pride kdo v velike težave v prvem delu dirke. Odvisno seveda od tega, kako bo vreme, jutri seveda napoved neviht je še zmeraj aktualna, odvisno bo od temperature, kajti danes smo bili tik pod 60 stopinjami Celzija, kar se tiče temperature asfalta in seveda še mnogih drugih faktorjev. Kot smo že omenili, tisti tlak v zadnjih pnevmatikah, ki so ga zvišali za funt na kvadratni palec, me ne preveč prepriča. Morda bomo videli marsikoga v težavah. Kar se tiče zadnjega briefinga za veliko nagrado Štajerske, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.